Čarterski poleti iz mariborskega letališča niso novost. Vsako leto so predvsem v poletnem času leteli v Sredozemlje. Letos bodo leteli na grški Chios. Na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru so veseli novega sodelovanja. Seveda prinaša dodatno novo vsebino, sicer vsebino, ki je bila prisotna že tudi v preteklih letih. Čarterski poleti so tudi iz mojega osebnega spomina so bili vedno doma, tudi na mariborskem letališču, in prav je, da se nadaljujejo. In zelo smo veseli, da smo našli skupni jezik z turistično agencijo Intelekta, ki bo letos letela torej na grški otok Chios. Pričnejo v juniju, začetkom junija in do konca julija, torej vsak torek polet do Chiosa. Oni so ocenili destinacijo kot zelo zanimivo, verjamemo temu. Dobro je, da se odpira ta možnost za naše prebivalce, za ljudi v okolici Maribora, torej da ne bo treba zopet se voziti nekam drugam, in res sem zelo vesel, da se to pričenja. Pogovarjajo se tudi z ostalimi slovenskimi turističnimi agencijami in se nadejajo še dodatnih čarterskih poletov. Glejte, v sodelovanju smo kot aerodrom, seveda letališče z vsemi, mi bi si želeli še več tega in upam, da bo ta zgled potegnil tudi druge za seboj. Mi bomo seveda sledili tudi, kolikor se bo le dalo, njihovim željam, potrebam. Tudi tukaj se prilagajamo, kot veste, parkiranje bo brezplačno in tako naprej, tako da verjamem, da se da najti rešitve, da ne bi ostalo samo pri enem čarterju. Redna letalska povezava med Antwerpnom, Münchnom in Mariborom ostaja. Optimizirali so jo na 2krat tedensko, načrtujejo pa vzpostavitev linij tudi na drugih destinacijah. Redni leti bodo zdaj zreducirani na 2krat tedensko, tako je pač na osnovi analiz odločil letalski prevoznik. Ostaja sreda in petek. Dobro, tudi to je dovolj, bom rekel tako pač iz osebnega vidika. Dobro je, da linija ostaja. Drugače pa pač to dejstvo moramo sprejeti. Bi pa želel seveda nadomestiti izpad drugih dni z kakšno drugo destinacijo in razgovori gredo tudi v tej smeri in upam, da bomo tukaj tudi uspešni. Predstavniki Intelekta so s sodelovanjem z mariborskim letališčem zadovoljni. Poleg letošnjega čarterskega poleta na Chios pa za drugo leto že razmišljajo o novih destinacijah. Še vedno je, bom rekel, Grčija številka 1 v Sloveniji. Bom rekel, grški otoki, če govorimo kot Grčija v celoti, mogoče naredimo krivico, ko se čuje kot ena destinacija, v bistvu je pa otokov vsaj 20, na katere se leti iz Slovenije tedensko. Drugače pa se ponovno prebuja tudi Tunizija, recimo predvsem Džerba, na katero smo tudi nekoč že leteli iz Maribora, tako da tu je še nek potencial, mogoče v bodočnosti bi se dalo tudi tukaj kaj narediti. Čeprav Slovenci še vedno najraje počitnikujemo z osebnim vozilom, se povpraševanje za destinacije dosegljive z letalom veča. Ob tem pa se širokim spektrom ponudbe tudi mariborsko letališče odpira svetu.